Živjo, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja, magistra industrijske farmacije in danes bi rada govorila o enem izdelku, ki sem ga zasledila na vseh spletnih omrežjih, na vseh družbenih omrežjih in je v bistvu po mojem mnenju en velik rdeč klicaj, zato sem tudi oblekla rdeč pulover danes, da vam sporočim, da vsakič, ko boste naleteli na tak način marketinga, na tak način podajanja informacij o izdelkih, je to za vas ena velika rdeča zastavica. To vse, kar bo v tem videu, je moje mnenje in mogoče bo vplivalo tudi na vaše mnenje. Pa ker gremo, ker je veliko stvari. V glavnem gre se za Lux Factorjevo kremo proti gubam 4D Hyaluron. In, jaz sem videla pač tudi naše influencerke in to pač prodajajo ta produkt in jaz tako, kaj je zdaj ta krema proti gubam? Ajde, grem pogledat sestavine. In iščem sestavine in jih ni. Sploh nikjer nimajo navedenega seznama sestavin. Ne vem, če je to sploh dovoljeno, jaz sem že večkrat pozabila to zakonodajo. Ampak navajajo samo 4 sestavine, čistko mimo grede. 2 od teh bi jaz v bistvu navajala kot aktivne sestavine, druge 2 so pač bolj kot ne pomožne, ki pomagajo, da formulacija skupaj stoji. In pa ena od teh, na katero se v bistvu zanaša cela krema, je hyaluronska kislina. In tukaj pravijo, da imajo 4-dimenzionalno hyaluronsko kislino, ki sploh nimajo, ker se vidi, da tisti, ki je pisal to, sploh ne ve, kaj je v tej kremi. V glavnem gre za to, da so v kremi 4 različne vrste hyaluronske kisline, torej 4 različni derivati, ki so različnih velikosti in lahko na podlagi teh različnih velikosti prodirajo različno globoko v kožo. Ampak ne delujejo proti gubam, ne delujejo anti-age, delujejo samo vlažilno. Pač pomagajo samo pri ohranitvi elastičnosti kože. Torej vsa ta nagibanja, da hyaluronska kislina deluje anti-age, to ni res, to enostavno ni res. Povezava pa gre iz tega, da v bistvu v naši koži je naravno prisotna hyaluronska kislina, bom to čisto na hitro povedala, ker to je v bistvu tematika za kakšen drug video. V naši koži je naravno prisotna hyaluronska kislina in hyaluronska kislina pomaga proti kakšnim gubicam, samo če jo vbrizgamo v obliki polnila v naš obraz. In to je poseg, to ni kozmetični izdelek. V kozmetičnem izdelku hyaluronska kislina deluje zgolj vlažilno, ne glede na to, v kakšni obliki je. In oni pravijo, znanstveniki so s posebnimi biotskimi postopki razbili mikrodelce molekulske mase, ki prodirajo v globlje plasti kože in na ta način delujejo od znotraj navzven. Kaj to sploh pomeni? Jaz sploh ne vem, kaj ta stavek pomeni. V glavnem gre za te 4 vrste hyaluronske kisline. Mislim pa, da pač tukaj gre v prvi vrsti za to, da deluje zelo znanstveno in s tem zavaja potrošnika. In grejo naprej. Generični hyaluron iz kitajskega uvoza ni vedno klinično preizkušen in testiran, da lahko zagotovi optimalne rezultate. Ker je tukaj pač evropskega porekla, hyaluronska kislina evropskega porekla. To ni res, to je kar neko zavajanje. Iz Kitajske pridejo dobri izdelki, iz Kitajske pridejo slabi izdelki. Kitajska je zelo velika država. Iz Slovenije pridejo dobri izdelki, iz Slovenije pridejo slabi izdelki in to je prav primer slabega izdelka. Plus, jaz sem razmišljala, hyaluronska kislina je evropskega porekla. Kaj pa ostale sestavine v tej formulaciji? So tudi evropskega porekla? Ker če niso, kaj ti pa pomeni, da je pač sam hyaluronska kislina evropskega porekla? Jaz mislim, da na bazi vseh informacij lahko kar trdim, da vse sestavine ziher niso evropskega porekla. Ampak nimam vseh sestavin, tako da sploh ne morem povedati, kaj je veliko njih. Razen še o 3, ki so navedene. Eno od njih je mandljevo olje, za katerega navajajo, da na naraven način nahrani kožne celice, spodbudi delovanje celic in daje enakomeren tonus kože. Mandljevo olje ne vpliva na celice kakorkoli, mandljevo olje samo vlaži kožo, ostane na površini in daje prijeten občutek na koži, zelo lepo se tudi vpije v kožo, tako da pač daje res prijeten občutek, ampak kakorkoli ne vpliva na nobene celice. Lepo vas prosim, to je kozmetika. In gremo naprej.
Naslednje so, malo več jih je, sorry, niso 4, 5 jih je. 5 sestavin je navedenih in nič drugega. Naslednja je vazelin, s katero se sicer nekako ponavadi kozmetični brendi ne ponašajo, ampak oni so vazelin zelo dobro predstavili. Vazelin je kozmetična sestavina, brez katere si ne moremo predstavljati niti enega negovalnega izdelka. S svojim blagodejnim delovanjem pomaga koži pri obnovi povrhnjice po poškodbah, odpravlja vneto stanje kože in na splošno zdravi kožo. Vazelin ne zdravi kožo. Kaj je vazelin? Vazelin je okluziv. To pomeni, da ostane na povrhnjici kože in samo tam, ne prodira nikamor, ne zdravi. Omogoča samo, da vse, kar je pod njem, da v bistvu se boljše absorbira. Torej, ta hialuronska kislina in vse mandljevo olje, ki je noter, delujejo malce bolj vlažilno, kakor če ne bi bilo vazelina. Oni omenijo še cetearil, alkohol in pa cetet 20. Pač dve sestavine, ki niso aktivne sestavine, ki tudi, če so prisotne v drugih izdelkih, noben jih nikoli ne navaja, zato ker v bistvu so samo zato tam, da tista krema skap stoji. Oni pa to navajajo, kakor da kožo pomerjajo in hranijo. Ne, cetearil, alkohol, ok, daje lep feeling na koži, ne hrani nobene kože in je emulgator. Torej, da vse skup stoji. Enako cetet 20 emulgator in celo zna biti zelo iritativen, tako da za kakšno vneto kožo, poškodovano, občutljivo kožo niti ni primeren. In pravijo, da s tem cetet 20 zaradi njega koža izgleda brezhibno. Ok, prvič kva? Kaj? Svaki čas temu, kaj je to pisal, ker to moraš biti prav inspired, pač kot da si na drogah, pač glih tako pišeš. No, gremo še malo na izjave naprej. To je profesionalno, klinično in dermatološko preizkušena senzacija, kateri zaupa več kot 33.400 Slovenk. Kje so klinični dokazi, kje so dermatološko preizkušanja? Nič navedeno, na koliko ljudeh opravljena testiranja, ničesar navedeno, torej čista laž. Zaupa več kot 33.400 Slovenk, pač to je po moje, toliko ljudi je že kupilo ta izdelek in to ni koliko ljudi zaupa temu brendu, ampak koliko ljudi so že nategnili s to kremo. In pa zagotavlja do 80% mlajši videz kože. Kaj? Ker to pomeni, da pač dobiš, da greš nazaj v maternico, dobiš tako kožo, ko imaš kot fetus. To pomeni, da če je ženska stara, ne vem, 80 let, potem s to kremo dobi kožo 16-letnice. Pač jaz si to tako predstavljam, ne vem. Nadaljujejo, ja, tle je ful stvari. Zahvaljujoč patentirani anti-wrinkle formuli, no, Veronika se je potrudila in iskala patent, seveda ga ni nikjer našla. Torej še ena laž. In nadaljujejo, končno lahko prelisičite genetiko. S kremo, s kozmetiko, nikoli ne boste mogli prelisičiti nobene genetike. Genetika je in se s kakšnimi mogoče invazivnimi metodami lahko vpliva, ampak ne morete prelisičiti genetiko, tako kakor je. In s to kremo ne morete odpraviti gube, ne, lahko kožo samo zelo lepo navlažite, da pridobi na elastičnosti. Res je najbrž zelo dober vlažilni izdelek. Nadaljujejo. Proces staranja kože na srečo lahko zdaj zaustavite. Ne, procesa staranja ne morete zaustaviti. In celo, da prepreči nastanek novih gub. Ne, pač ne preprečuje nastanka gub. Noter niti ni nekih antioksidativnih ali pa takih sestavin, ki bi lahko pomagale koži, da se brani pred zunanjimi vplivi. Ni. Pač od aktivnih sestavin vse, kar je mandljevo olje in pa hialuronska kislina. In potem najboljša izjava ever. Pozor pred ponaredki in kremami, ki obljubljajo čudeže ter niso klinično testirane. Pozor pred tem našim izdelkom, kero zavajanje, to taka manipulacija, da jaz sem čisto vam pala. Potem 5 izdelkov 1, oni pravijo, da je to krema proti gubicam, vlažilna krema, korektor, podlaga za make-up in nočna krema. Ne, to ni 5 izdelkov 1, tako pač ne gre. To je kvečjemu dnevna vlažilna krema
in pa mogoče nočna krema. In potem, ok, to so te izjave. In vse slike, ki so tam, so pa tudi influencerke, ki sem si mislila, pa dobro, pa saj vem, da od tega živite, ampak za kakšen denar, ne vem, a ne greš niti malo pogledati na internet, v Google vtipkaš to firmo in raziščeš, kaj boš promoviral. Mislim, tako, mečkanje, ne bom rekla tiste besede, ampak Ana Klašnja, Marica Ševo, Ana Žontar Kristanc, Ula Furlan, vse slikane s to kremico. In ni tako, da pa ljudje mislijo, da je to res. Z tega, ker zaupajo tem ljudem. In to ni prav. Vse te influencerke, videla sem tudi mamino, pač, wow, koliko je dobra, glede gube. Ne, ni res, dajte se pozanimati. To podjetje je zelo shady in jaz sem rabila samo par minut, da sem odkrila par informacij, ki vodijo celo do tega, da je bilo podjetje večkrat obtoženo prevar, vedno so se izgovarjali, vedno so povezovali z nekimi računi na Sejšelih in enostavno se skozi izogibajo odgovornosti in s takim podjetjem noben od naših vplivnežev nikoli ne bi smel niti sodelovati. Halo! Malo se moram razdihati, ker se pač ful osebno vzamem take stvari, ker se mi zdi, da ful ni fair, da je dovoljen tak način prodajanja in zavajanja in laži, prodajanja laži ljudem, ker vem, da nekateri pač nimajo znanja in res nasedajo in dostikrat je tudi moja stara mama kupila že vsega, ne vem česa in smo itak ven pali, ker to so velike denarje in to so pač praktično prevaranti. In zdaj, ko vidim, da me po vseh omrežjih, medmrežjih bombardirajo z reklamami, odkar sem klikala na en link, pač sem še bolj jezna, ampak ja, zdaj se pomerjam. Drugače pa imajo tudi tako na spletni strani Facebook, koliko imajo komentarjev, koliko so oni dobri. In v bistvu sem šla jaz pogledat, jaz sem taka majčken raziskovalček, in sem šla pogledat, če te osebe sploh obstajajo in seveda ne obstajajo. Te osebe ne obstajajo in te komentarje oni kar podvajajo, sem da zgleda tako čim več komentarjev. Podjetje že nekdaj ima neke problematike po celem Balkanu, vsi računi nekje na Sejšelih, vsi bi mi bili zdaj na Sejšelih. Ampak vse, kar se pravnih stvari tiče, jaz bom dol pustila linke, ne rabite dolgo brskati, da odkrijete, da je bilo že veliko težav s tem podjetjem, majčkeno si preberite, pregledajte in boste zgroženi. In še nekaj slik, ki jih oni lepo ponosno kažejo, torej prej in potem fotografij. Prvi primer, naprimer vidimo še kakor tukaj, ok, mogoče ni Photoshop, rečemo punca je nasmejana, lušna. Drugi primer, kaj, pač prej in potem, ampak čisto odrezana slika, pač tam, ker so gube, je odrezano, čeprav od spod pod očmi vidimo, da so še vedno gubice, tako potem, ne. Ampak ne razumem, kaj so hoteli s to sliko pokazati, ne razumem. In potem imamo tukaj eno sliko, ki pač prej in potem ženska dobro izgleda. Ženska izgleda dobro. Nič se ni spremenil. Nič. In prej in potem najjača slika. Tak Photoshop, da ga na kilometer opaziš, vsaj jaz pač dosti spremljam tudi to, kako se ta Photoshop v kozmetiki dosti uporablja na teh reklamah. Pač tle je na čelu tak Photoshop, da dio pamet pod očmi, pa vidite, da so pač gubice. Zakaj? Mogoče je pa nanašala samo na čelo. Mogoče je kremico nanašala samo na čelo. Zelo dober primer prej in potem, ko uporabite isto fotografijo, to ni prej, 2 tedna prej se je slikala pa pol, ampak glejte, to je ista slika. Na to sliko so v bistvu aplicirali kremo in potem se je na tej sliki zaradi te kreme so se zgladile gubice. Enako se je zgodilo na tej sliki. Aplicirali so kremo na sliko. Ista slika, isti pulover, vse je enako. Halo! Ok, jaz mislim, da sem pač vse povedala, kar sem imela za povedati. Sami se odločite, vse to je bilo moje mnenje, da sem se malo oddahnila. Prosim, delite to z drugimi, delite take informacije z drugimi. Če imajo oni pravico zavajati nas, imamo mi pravico deliti znanje, da nas ne zavajajo.
Drugače pa všečkajte video, subscribajte se na moj kanal, komentirajte, poznate še kakšne take izdelke, prosim, sporočite mi. Do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau!